Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak, prihajam iz Žalca, poslovno, privati iz Polzele, iz Orove vasi, sedaj iz Založ. Od leta 2001 se bolj uradno, profesionalno ukvarjamo v Žalcu z energijami. Takrat smo odprli v bistvu prvo uradno društvo, potem drugo in zavod. Sedaj imamo Angel-C domeno kot zavod za energije, kjer se ukvarjamo z izobraževanjem, iz energijskega sveta seveda. Sem v bistvu diplomirana notranja dizajnerka, ukvarjam pa se celo življenje s tem, kako zares, kaj narediti, kako pomagati vam ob različnih težavah, kajti od nekdaj sem ravno vsak zaradi svojih težav najde določene rešitve, ampak v bistvu meni ni cilj kot terapevtu, ampak raziskovalcu, da najdemo rešitve, da najdemo načine, kako v bistvu pripeljati v ta svet čim lepše energije in kako vam na čim lažji, čim hitrejši način pomagati, da dobro živite. Ne, da se ukvarjate s sabo 100 let, tudi sama sem v bistvu številne tehnike pregledala, naučila sem se od refleksoterapije naprej vse, karkoli se mi je zdelo smiselno, zato sem tudi na koncu doštudirala notranji dizajn, kajti prostor je zelo pomemben, v kakšnem prostoru ste in v kakšnem prostoru bivate. Ker pa recimo numerologija je zame osnova energijskih besed, osnova energijskega sveta, osnovna v smislu abecede, astrologija pa mi je tista najlepša veda, ki še vedno daje nadstandardne rešitve. Do takrat, da nisem se začela ukvarjati z astrologijo, sem mislila, kako smo ljudje unikatna bitja, kako se nekaj spomniš in potem to narediš, in sem v to verjela. Potem pa sem začela raziskovati astrologijo skozi najprej seveda svojo karto in ugotovila, da se točno tisto, kar sem se najlepšega spomnila takrat, ko je šel Uran skozi mojo Venero, recimo sprejemne izpite na fakulteti za dizajn so bile ravno takrat, ko sta Venera in Uran šla skozi moje Sonce, tako da vse v bistvu je bolj predvidljivo, časovne ure, ki jih ima vsak planet, so meni zdaj zanimive in strast raziskovanja. Tako da, če bi gledali v življenje z vidika planetov in njihovih planetarnih ur, kako jaz to imenujem, bi lahko videli, da lahko človek živi, recimo, če se dobro posluša in sledi sebi, en Plutonov obrat, se pravi 254 let, ali vsaj 4 Saturnove obrate, 120 let. Kaj to pomeni? Da živimo pač hitro. Luna je tista, ki v enem mesecu obide vse znamenja, kar pomeni, da ljudje, ki hitro živite, se hitreje potem lahko starate oziroma odmikate se od svoje vitalne energije. Da ne zabluzim, astropostavitve so tista delavnica ali pa tisto najbolj strasten, recimo, ali pa največje veselje imam za astropostavitvami, kjer tudi vi iz meseca v mesec dosegate največje rezultate. Težko je razložiti, kaj so to astropostavitve, ampak ni nemogoče. Če vas torej astropostavitve mikajo, poleg astropostavitev se lahko z mano srečate na različnih delavnicah, ampak te so iz meseca v mesec. Potem imam delavnice zmenek vzdušja na otoku Krapen. Nismo še tam, da bi imeli nadaljavo, kajti to so posvečene delavnice, čisto v drugih dimenzijah, ki v Sloveniji v bistvu uveljavljamo ali pa vpeljujemo to moč svetlobe, tako da na otoku Krapen smo zato, ker je tam tako močna polja miru, ampak o tem bom govorila v kakšni drugi priložnosti. Sedaj bi vam želela predstaviti astropostavitve, ki nekatere mika, druge ne, in tisti boste ostali z mano, ki vas mika. Namreč astropostavitve se sliši zapletena stvar, da potrebujete znanje astrologije, pa temu ni tako.
Sama imam rada astrologijo in vso znanje astrologije, ampak astropostavitve so delane iz svetega prostora, iz prostora vaše duše oziroma še višje, iz prostora večnosti, iz prostora biti tukaj in zdaj. In ta prostor, ne glede na to, koliko vam je blizu meditacija, koliko vam je blizu karkoli energijskega, ta prostor lahko z mano začutite sedaj. To je prostor večnosti, to je prostor sedanjega trenutka in samo v sedanjem trenutku smo sposobni sprejemati odločitve, ki imajo rezultate. Namreč, če se mi iz dneva v dan hitimo, nam čas linearno teče in hitro se starate, hitro prehajate v bistvu iz dneva v dan in minejo leta, minejo obdobja, preden zares se ustavi ali vas ustavi življenje ali se sami zaveste, da nekam hitite. No in astropostavitve so enkrat mesečno tista točka, kjer se skupaj ustavimo, dogaja se v Žalcu, na trgovino Angelcem, na Šlandrovem trgu 21. In tam se mi kot skupina, ki se redno srečuje vsak mesec, kajti za astropostavitve je super, če se odločite za celoletno obiskovanje, s tem v bistvu sebi date priložnost, da se v enem letu prenovite, obnovite. Mi v teh letih od 2016 ali 14, 15, točno se ne spomnim, kdaj smo začeli nekje tam z astropostavitvami, so v bistvu nadgradnja ali pa variacija, mnogi mislijo to variacija družinskih postavitev. Družinske postavitve je v Slovenijo pripeljal Matej Škufca od Berta Hellingerja, mi smo jih takrat zelo ponotranili, ogrom tudi organizirali in bili temu posvečeni, kajti zares v osnovi mora vsak urediti najprej svojo družino korenine, da dobi krila in potem se nekako postavi lahko človek na svoje mesto. Seveda mi smo fanatični vsem, iščemo predanost, hitrost v smislu transformacije, kajti če že trpite, odtrpite to tako, da se čim hitreje naučite vse, kar je potrebno, da potem nehate trpeti, kajti učenje z ljubeznijo je veliko boljše. Učenje preko sodelovanja s svetlobo, preko sodelovanja z ljubeznijo, z obiljem, je veliko boljše kot učenje s trpljenjem. Ampak človek mora do tja priti, da se za to odloči in če ste zdaj če sledite temu videu, pomeni, da ste že na tej stopnji oziroma da se odločate ali ste se že odločili, da se začnete spreminjati z ljubeznijo do sebe, sodelovanje s svojo dušo in svojim življenjem. Astropostavitve torej so način transformiranja samega sebe, brez poznavanja astrologije, zato je pomembno, da jo jaz poznam oziroma da skupaj v teh transformativnih delavnicah postavljamo vaše energije na pravo mesto. Vsi vi, ne glede na to, koliko poznate tehnično astrologijo ali koliko vam je znanega o Soncu, o Luni, vsi vi to živite. In ne glede, kaj ste po horoskopskem znamenju, vaš horoskopski znak je namreč tisti znak, kjer je Sonce v določenem znamenju in verjetno prebirate kakšne horoskope, upam, da sledite mojemu horoskopu, kajti sama pripravljam horoskope na način, da pregledujem vse povezave, ne samo tiste, ki se tičejo vašega Sonca, ampak vse, kar je možno, da vpliva na vas, iz vidika vašega horoskopskega znamenja nekako povežem. Zato tudi sem zadovoljna s svojim magičnim planerjem, ki ga iz leta v leto nekako zdaj vse bolj dovršeno predajamo vam. Tam noter so v horoskopih najbolj sistematične napovedi, ki vam iz meseca v mesec dajo navodilo in pa energijske napovedi tedna, ki vam iz tedna v teden dajo v bistvu napotke, kako se pripraviti na določen teden. Se pravi, če ste zdaj dobro poslušali, astrologija in pa veda o planetih in pa gibanjih je nekaj, kar nam lahko prinese boljše rezultate,
če upoštevamo določena znanja oziroma napotke. Astrologija ni tako, kot si eni želijo, da je to kar usoda in če ti je usojeno, da boš bogat, če ti je usojeno, da boš lep, če ti je pa usojeno, da nič od tega nisi, boš na koncu zadnji pecikel nekje v eni zabačeni vasi in ni temu tako. Astrologija je tako kot vsaka veda temelji na tem, da mi lahko izboljšujemo svoje energije, svoje zavedanje, svojo usodo vzamemo v svoje roke, v seveda okvirih, ki so nam dani, tako kot jaz si ne želim zdaj postati moški ali pa 2 metra visoka blondinka, ampak tole sem, kar sem in v okviru tega bom naredila maksimum, če se mi bo to dalo. Od tega je odvisno. Če so energije prave, če se zavedam svojih plusov, minusov, če svoje minuse želim transformirati, če želim slediti svojemu plusu. Tole je ena taka osnovna energijska kartica oziroma ena shema tega, po čemer delamo. Namreč energije se iz duhovnega polja, iz polja duše, premikajo v mentalni svet, svet razumevanja, dejstev, dejavnosti, ki jih naš ima, v polje astrala, kjer so naše čustva, ki jih energije sprožajo, v polje eteričnosti, življenjske energije, strasti, ki sproža našo voljo, dejavnost, do čistega jedra našega telesa, fizične materije in znotraj fizične materije te najlepše življenjske energije strasti, ki se pretaka po našem jedru osrednjega kanala, se pravi, če je to steber, v katerem mi smo, se skozi nas pretakajo energije, ki nam potem dajo priložnosti, da iz sebe naredimo nekaj več. Torej, da ponovimo na kratko zelo, mi smo obdani, nas obdaja energija duše, ki vpliva, če jo slišimo, če o njej razmišljamo ali vsaj zaznamo prisotnost svetlobe, vpliva na naš Naš je ustroj energij, ki nam pomagajo razmišljati, da smo zavedajoča se bitja, da imamo intelektualno moč, da imamo moč razmišljanja, ustvarjanja, kreiranja in tudi nadgradnje samega sebe. To je naš mental in potem astral, kjer so prepletena naša čustva, naši odzivi na naše ideje, in sočasno tudi odzivi na okolico, da se v bistvu v mentalu in astralu se najbolj lahko zapletemo z okolico ali najboljše delujemo na njo, zavisi od tega, ali smo zbrani v sebi ali smo razpršeni v okolju. In skozi astrologijo, skozi astropostavitve mi sami sebe sestavljamo, sami sebe poglabljamo v svoje kvalitete, da potem nekako svoje življenjske energije sistematično združujemo, očiščujemo, povezujemo, kajti vsi planeti, o katerih bom v naslednjem koraku govorila, so zares preplet naših energij. Moja zadnja faza očiščenih planetov je, da imamo steber svetlobe, skozi katerega se sproščeno pritaka in izmenjuje energija duše, našo življenjsko energijo, se pravi materialna in duhovna energija sta povezani in potem kvalitete naših planetov so kot oblačila duše, tako da nadgradimo svojo astrološko karto na način, da nas nič navznoter ne bremeni. Naše astrološke karte, vaša natalna karta, ki ste jo dobili ob rojstvu in je vezana na celotno vaše življenje, je namreč navznoter prepletena in znotraj vas se dogajajo te dinamične intrige, reakcije, ki v bistvu so nekako vezane na okolje, ampak v osnovi so vaše notranje. In ko se mi notranje sprostimo, očistimo, ozavestimo, mi potem imamo moč in kapaciteto navzven delovati iz svojih najlepših energij, brez da reagiramo na vse tisto, kar nam okolica zares spodbuja. Lahko reagiramo v plus, največkrat ljudje reagirajo brez da bi razmišljali, da reagirajo, se borijo za svoje pravice in smo kot v bistvu velika večina ljudi je, kot da so na joysticku na nekomu
upravljalcu, nekdo drug upravlja z njihovimi energijami in takšni ljudje v bistvu živijo življenje, brez da bi se zavedli svoje avtentične moči, svoje moči, ki so jo prišli prakticirati v to življenje. Mi vsi smo duša na zemlji z različnimi poslanstvi, v bistvu vsem je skupno poslanstvo to, da spoznamo sebe. Ko začnemo spoznavati sebe, začenjamo imeti vse močnejši vpliv na okolico, še posebej, ker mi določamo, kakšen bo ta vpliv, mi se gremo v določene sisteme, ali se ne gremo, ali ustvarimo svoj sistem. In moja osebna in dušna želja je, da skozi astropostavitve vzpostavljamo sistem zlate dobe, kajti čas je, ker sistemi razpadajo, Pluton je prišel iz kozoroga vodnarja, kar pomeni, da se temelji globine človeštva spreminjajo in verjamem, da vas je vse več takšnih, ki si želite sodelovati z ljubeznijo, iskrenostjo, srčnostjo in da želite živeti dobro življenje, da ne želite živeti v strahu, medsebojnih frustracijah in vsemu temu, kar želijo nekako sistemi, da bi ohranili sami sebe, želijo človeka spreti z lastno familijo, z lastnim okoljem, z lastnimi prijatelji, z vsem, kar je vašega. Tako da na nas je, in verjamem, da zmoremo, da vzpostavimo notranji sistem na način, da lahko pritegnemo in sodelujemo z zlato dobo, s potencialom, ki ga ima to človeštvo za bivanje na zemlji. Ne gre to na način, da ga bomo kar objavili v medijih in potem sprogramirali ljudi, ampak vsak si mora to zaželeti, kajti gre to skozi naše srce, skozi našo dušo, skozi naše bitje, da začnemo bivati v notranji svetlobi, v zunanji sreči in na ta način v to pritegnemo tudi ostale. Torej, astropostavitve so korak do tega življenja na način, da vsak mesec določeno polje odpiramo. Polja, ki jih odpiramo, so vezana na vašo astrološko karto, ampak to delamo sistematično na način, da gremo skozi planete, ki so del vaše astrološke karte in da gremo po področjih, po poljih, ki ga začenja v bistvu prva hiša. Tako da januarja recimo postavljamo ali pa se ukvarjamo z prvo hišo, ki je občutek sebe, naš ego, to je energija sonca. Sonce je planet ali pa energija, to je vaš horoskopski znak, vaša identiteta, kaj imate za podeliti svetom, kako se optimalno izrazite, kaj vas veseli, na kakšen način v bistvu imate povezano svoje otroško veselje z energijo duše. Sonce torej ima tistje, če ga gledamo tako zgoraj navzdol, sonce je steber svetlobe, znotraj katerega je naša osebnost. In sonce je tisti dejavnik, ki vam da samozavest, zavedanje samega sebe, to je samozavest. Samozavest ni nekaj, kar se naučiš, lahko se naučiš na tečajih, kako se lepše obnašati, kako se boljše obleči, kako biti čim bolj prijazen, privlačen in vse to, ampak resnično zavedanje samega sebe daje pravo samozavest. Samozavedanje, zavedanje samega sebe. In skozi astropostavitev januarske delavnice dobimo ali pa osvobodimo bremena, ki jih lahko od sonca, preko sonca dobite od svojega očeta, od njegovega očeta. Tako da en del družinskih postavitev skozi očeta in mamo se zgodi tudi na astropostavitvah, če seveda se ugotovi, da vaš oče še vedno bremeni, vaše sonce se potem to aktivno osvobaja, da v bistvu iz vidika zlate dobe sprejmete darove, blagoslove, ki jih ima vaš oče za vas. S tem se približamo očetu iz vidika duše, Bogu, ki je v bistvu naš skupen oče in ki vsakemu samo daje, kolikor lahko vsak sprejme. Sprostitev torej in pa nadgradnja sonca naše osebnosti se zgodi v mesecu januarju, da najdemo svoj smisel, svoje obilje, svojo prizemljenost, kajti
vse, kar si želite, od ljubezni, obilja, posla, poslovne stabilnosti, vse to je v energiji sonca. Vse to je naša stabilnost, steber svetlobe, skozi katerega sprejemamo. Luna je energija matere, luna je naša eterična energija in v drugem mesecu, to ne vem zdaj točno, kako imamo razporejeno, to si pogledajte na andrejanovak.si, ampak energija lune je vaša čustvena varnost, vse, kar vas motivira, kako čutite, kako pokažete svoje čustva, vse to je vezano na vašo luno. In v bistvu v 2. februarja gledamo materialne dobrine in občutek varnosti ter spodbujamo planete, ne glede katere imate vi v vaši karti, tako da skozi vse astro postavitve vaši planeti, Sonce, Luna in ostali pridejo več kot na vrsto, skozi posamezna področja, s katerimi mi pač kontaktiramo oziroma imamo delavnico posvečeno tej tematiki. Vsa teorija je posneta že, tako da na sami delavnici samo ustvarjamo zdravilne energije, imamo zdravilne meditacije, povezavo z določeno kvaliteto, vse te nadgradnje, kar na delavnici doživljamo oziroma je posneto in naknadno dodano v knjižnico znanja, ki ga imamo na našem portalu, v naši skupnosti, tako da vse to vam je na voljo vam je teorija, tehnično znanje o planetih, o posameznih hišah, nič ne rabite vi sami znati, tudi se ne rabite učiti tega znanja, to je za tiste, ki jih to zanima bolj. Na sami delavnici pa se dogaja ta magičnost transformacije, ko se v bistvu energije spreminja. Pa da ne bom bomo šli najprej čez planete, da potem vidite, da vsak planet zares je dobro postaviti, zato je smiselno celoletno astro postavitev se pridruževati, tako da naredite cel krog. Mnogi izmed vas ste se pridružili že v nov krog, zato ker dejansko dvigujemo kvaliteto življenja, da iz tiste osnovne v bistvu obremenjenosti z vsakdanjim življenjem pridemo do dajanja iz zlatih energij, ko vidiš, koliko lahko daš, ko vidiš, koliko lahko ustvariš, koliko lahko prejemaš in daješ. Tako da to je ta magičnost teh delavnic. No in ta lunina energija se sprosti skozi energije kvalitet, ki jih ima vaša luna, vse povezave zajamemo, tudi karmične. V vaši karti se jasno vidi, katere energije so obremenjene s preteklostjo, katere so obremenjene preveč z umom, razumom, vse to se namreč pozna. No in naslednja kvaliteta je potem Merkur. Merkur je poslanec, božji poslanec, prinašalec sporočil in Merkur kaže na to, kaj ste vi prišli govoriti, sporočati na ta svet, kaj je vaše poslanstvo razmišljati, izražati, pogovarjati se, stil komuniciranja, kako se najbolje učite. Recimo zanimivost je meni, da imam Merkurja v 2. hiši, kar pomeni, da ustvarjam materialne dobrine z govorno besedo in ker je moj Merkur v Škorpijonu, Škorpijon je znan znak za ukvarjanje z globino psihe človeštva in Merkur v Škorpijonu želi priti vsaki stvari do dna. Tako da tudi sama ko se začnem z nečim ukvarjati, potem me to zanima, seveda se ukvarjaš s tistim, kar te zanima in želim priti stvarem do dna. Res razumeti, res poglobiti in tak je tudi moj način izražanja, tako da kdaj koga prizadanem, ko povem resnico na način, ki je globok, ampak samo na ta način zares lahko delamo transformacijo svojega življenja, da rečemo bob in s tem prinesemo tudi tiste energije, ki pomagajo energijam oziroma vam, da naredite spremembo. Brez energijske komponente, a veste, se mi lahko žalimo, koliko želimo. Ko pride zraven resnice energija, to ni več žalitev, ampak je resnica, ki se začuti in človeka gane, vsakega, in se naredi v bistvu nov sveti prostor transformacije. Tako da Merkur je nakazatelj tega, kje vi imate svoje
nekako poslanstvo, o čem razmišljati, kako izraziti, na kakšen način izraziti. Vse to je v vašem Merkurju zapisano. Merkur je običajno blizu Sonca, tako da lahko svojo osebnost jasno izrazite. Če sta zelo skupaj, izražate bolj sami sebe, če sta bolj narazen, pa znate videti tudi bolj splošno resnico, ne vidite stvari tako osebno. Venera je vladarica leta 25, je v bistvu energija, ki daje pokazatelj, kje je skrita ali vidna vaša ljubezen, vaš glas ljubezni, kakšne so vaše vrednote ljubezni, kaj res cenite, kakšna je vaša notranja naravnava do sebe, kje je ujeta vaša ljubezen do sebe in do sveta, do življenja. Venera je v bistvu vladarica, o tem bom malo kasneje, bika in tehtnice, ampak Venera na splošno je energija, ki je znotraj nas. Najdemo jo predvsem v bivanju. Venera je tudi vladarica lepotičenja, modnega stylinga. Venera spodbuja lepoto v nakitu, kremah, vse to industrijo vodi Venera, ampak če se mi z Venero znotraj sebe povežemo na dober način, potem vse ostalo je samo dodatek. Če vi Venere znotraj sebe ne najdete, je vse, kar zunaj date nase, mašilo, ki ga potrebujete za to, da zacvetite. Si želite zacveteti, pa ne zmorete, kajti nimate stika s svojo notranjo Venero. Venera je tako v moškem kot v ženskih energijah. Venera je ljubezen do sebe, do sodelovanja z življenjem. Venera je tisti magnetni privlak, ki v vaše življenje prinese magnetizem in dodaja lepoto, harmonijo, tudi strast ali pa pomanjkanje le-tega. Tako da Venera je lepa vladarica, ki vam dodaja kvaliteto bivanja. Mars, imam prav obrnjenega, Mars je vladar moškosti, včasih bog vojne, zato se, ko je leto Marsa, vsi obremenjujejo, ali bo vojna ali ne bo. Marsova energija je v človeškem energijskem sistemu naj bi sledila lastni Veneri, ampak v svetu dualnosti je moški tisti, ki prinaša darove svoji Veneri, svoji ženski. No, to je že zdavnaj šlo k vragu. Venera, ženska, če bi še ženska bila še naprej v Venerini energiji, bi moški še naprej nosili darove, bisere in denar domov ženski, ker je pa ženska se osamosvojila, emancipirala in je želela postati tudi aktivni član družbe, je oblekla hlače in sedaj mora sama poskrbeti zase. Tako da to so sistemi naredili ženskemu in moškemu svetu, da se sedaj morata oba ukvarjati s svojo Venero in svojim Marsom. No, in Mars zares kaže na to, kako se vi lotevate akcije, kaj vas privlači, kaj dviguje vašo energijo in kar vas tudi izčrpava. Kjerkoli v karti je vaš Mars, tam se vi aktivirate, tam vi prevzamete vodilno vlogo, tam vi želite biti potrjeni, vidni, aktivni in tam vam tudi rdeča barva koristi, da bolj aktivno izpeljete svoje stvari. Vse te stvari, tudi energijo Marsa, z veseljem postavljamo na astropostavitvah in so to zelo, zelo zanimive kvalitete. Mi kot skupina se skozi te postavitve vedno povežemo, kajti smo hvaležni drug drugemu, kako z skupno pomočjo, v bistvu vi ste večkrat potem v vlogi Marsa nekoga drugega in tako potem postanemo povezani, razumemo se bolj v astropostavitvah, v tej skupini, ki v bistvu pomaga drug drugemu rasti, se razvijati in povezovati zlato dobo. Mars je torej tisti, ki bo prinesel darove vaši Veneri, ko boste v harmoniji s samim sabo. Jupiterovo leto je bilo leto 23. Če vam je bilo dobro leto,
super, potem je vaš Jupiter dobro naravnan. Če vam je bilo bolj naporno leto, je čas, da Jupitra mogoče osvobodite. Jupiter je vaša sreča, Jupiter so vaši blagoslovi, darila, širitve. Jupiterovo je vaše življenjsko poslanstvo, se pravi, v kakšnem znamenju, kje je vaš Jupiter. To zveste vse na astropostavitvah, to si skozi teorijo lahko sami potem v naši knjižnici pregledate, in pa skozi Jupitra običajno delujejo recimo Ganeša in velike kreativnosti božanstev ali pa svetlobnih podpor, ki želijo, da mi malo več damo podpore drug drugemu, in vsi, ki imamo Jupitra tako nekako povezanega ali pa postavljenega, nam je mar za naš kraj, mar nam je za skupnost, mar nam je za soljudi. Tako da Jupiter je tisti, ki daje optimizem, da se lotevamo raznih aktivnosti. Mi smo recimo zaradi Jupitra naredili udrugo na Krapnju, kjer skrbimo za prosto živeče muce, ki imajo sedaj svoj hotel, svojo oskrbo, tako s hrano kot z zdravili oziroma če potrebujejo pomoč, in to je kriv Jupiter. Takšne stvari se lotevamo zaradi Jupitra. Jupiter vam tudi prinese številne priložnosti ali v igrah na srečo, ali v poslovnem svetu, ali v svetu nasprotnega spola, zavisi, kako je vaš Jupiter naravnan in kako ga vi potem uporabljate. Saturn je meni ljub planet, kaže na vaše odgovornosti, vaše strahove, izzive, kaj lahko ustvarite, dosežete, in če imate Saturna na svoji strani, potem vam čas prinaša plus, vam je čas v plus. Čas je na vaši strani. Kozorogi ste recimo tipičen predstavnik Saturna, se z leti v bistvu zorite, imate vse lepše življenje in zato ste v bistvu kozorogi, imate dober, recimo, tudi življenjsko energijo ohranjate lahko na pozna leta, ker je Saturn, če ga seveda dobro spremete, če dobro živite. Saturn je torej tisti vladar, ki je vladar kmetijske zemlje, vladar časa in smrti. Saturn je tudi vladar Slovenije in kako to vemo, imamo verjetno največ predpisov, največ dokumentacije za vsako stvar. To je tudi Saturn. Papirologija, dokumentacija, red, sistem, ki potem z leti se sprosti, z leti se nadgradi. V prvih 30 let je Saturn problematičen, kajti ljudje imajo občutek kletke, da so ujeti v energijo Saturna. Po prvih 30 letih se Saturn nekako ga vzamete v svoje okrilje in Saturn postane lahko zlata lestev, ali pa še naprej kletka, zavisi od tega, kako pametno ste se lotili tega in tudi kdo vse vpliva na vašega Saturna. Saturn je meni ljub planet, kajti na koncu Saturn pokaže, kaj je res prava vrednost. In ko Saturn gre kot tranzit v okoli vaše karte, recimo zdaj je Saturn še v Ribah, potem pride 25. maja 2025, pride v Ovna. Takrat se začenja obdobje, ko sedaj so Ribe imele svojo avanturo in pa tisti del vaše karte, ki je v Ribah, se v bistvu Saturn jasno pokaže, kaj je čas, da gre, tisto odpade in kaj je čas, da ostane, tisto se nadgradi, postavi bolje. Tako kot recimo jaz, ker sem tehnica po soncu, mi Saturn zelo dobro koristi, kajti sama se ne znam odločiti in potem dovolim Saturnu, da mi pokaže, kaj ostane, s čim se je smiselno naprej ukvarjati, kar odnese, spustiš. In to je zelo tak lep, meni se zdi super način sodelovanja s planetarnimi kvalitetami. Saturnov čas je torej v 30 letih naredi en krog po znamenjih in Saturnov povratnik prenese stopničko višje, tako da zato pravim, da bi lahko živeli 120 let. Prvih 30 je na fizičnem eteričnem nivoju, kjer nam da občutek, kaj lahko, potem se nadgradimo in gremo na astralni nivo, se pravi
začnemo dojemati svoje čustva, svoje povezave z umom, začnemo nekako slediti temu svojemu višji zavesti, to je naslednjih, potem do 60. leta, potem v naslednjem krogu do 90. leta se naš poveže z dušo, postanemo v bistvu bolj modri, bolj sodelujoči z dušno, svetlobno komponento in od 90. do 120. leta bi lahko bili biseri zlate dobe, biseri modrosti, bi lahko doživljali v bistvu regeneracijo sebe iz svetlobe, tako da 120 je nekje normalna iz vidika Saturna življenjska doba. Z vidika Plutona še večja, pa bomo pogledali že kar tule. Pluton je tale energija, ki ima v globino zapisane svoje kvalitete. Pluton je tudi naša podzavest, vaša podzavest. Pluton je tista energija, ki vam ustvarja avtoimune bolezni, senene nahode, vse alergije, vso zadevo, ki jo imate proti čemu, vse, kar telo reagira, je zaradi energije Plutona, kajti če je, recimo škorpijoni so Pluton je vladar škorpijonov, če so škorpijoni so najbolj globoki v svojem čutenju, v svojem instinktu, tudi najboljše preživijo, ne rečem, da ne dramatično, ampak zelo globoko pa. In njihova sposobnost regeneracije je legendarna, ampak problem Plutona je tako kot tudi problem škorpijonov, če ne zmorejo iti ven skozi transformacijo, pičijo samega sebe in se uničijo. In ravno to, ta notranji preobrat Plutona, če vi ne date ven te energije Plutona, se ne izrazite svoje moči, v kar vas trenira že krščanstvo 2000 let, se pravi, če ne izražate svojih moči, talentov, strasti, frustracij, jeze, bilo česa, to se vrne navznoter in vas je. Sami sebe v bistvu uničujete, zato so to avtoimune bolezni. Plutonova energija je tista, ki jo zelo v bistvu vaša transformacija, potencial resnice in rasti in način regeneracije. Pluton je torej v vaši karti pokazatelj, katero področje v vašem življenju nosi največjo transformativno vlogo, skozi katero področje se boste vi na novo postavili in kje je vaš Feniks oziroma kje ste pripravljeni ali morate biti pripravljeni vse spremeniti v pepel in se iz pepela kot Feniks vrniti v svoje življenje. Pluton je ta, ki vas pripelje običajno do nas, do mene. Pluton želi, da naredite to transformacijo z mano, kajti preživim vašega Plutona, ne da imam znanje sproti dobivam, imam moč in sproščenost v sebi, da z vašo energijo, tako kot je pri Judu, z vašo energijo Plutona vam ponudim lastno transformacijo, tako da zato vas vaš Pluton in duša pripeljeta, ko je kriza, do mene. In s hvaležnostjo sprejemam to vlogo, kajti vem, da drugje ne boste zmogli se toliko sprostiti, kajti Pluton, veste, se ne sprosti, če čuti, da drug nima moči to prenesti, veste. Zato v partnerstvu je včasih težko biti iskren ali pa sproščen, kajti vaš Pluton ve, da partner ne bo preživel, če se vi čisto odprete. Zato je dragocenost imeti človeka, prijatelja, znanca, partnerja ali kogarkoli, ki vas v celoti preživi. Preživi vaš izbruh, preživi samo vašo energijo, ne rabite izbruhati, da je energija zunaj. Tako da, če vi mislite, da se zmorete toliko kontrolirati, da lahko kontrolirate Plutona, potem ste v iluziji. Dobrodošli na Astro postavitve. Plutonova energija je zelo lepa energija. Ko jo predamo svetlobi, ko jo predamo duši, to je vaša svoboda, to je vaša moč in takrat vam nihče nič ne more. Od takrat naprej, ko vi posedujete, imate svojega Plutona zase,
Od takrat naprej ste vi svoj človek. Brez strahu, to ne pomeni, da ste potem neumni in da greste vsako stvar, ampak vaš strah je vaša notranja energija, s katero vi znate živeti in iti ven s svetlobo, z močjo in z ne reakcijo, ki jo želi okolica, ampak z reakcijo, ki jo vi želite dati, kar je lahko reakcija duše. To ne pomeni, da potem postanete, kako bi rekla, za druge ne postanete mucek, ampak kontra. Bolj hitreje postanete to, kar ste, hitreje pokažete svoja čustva na način, da je za vse dobro. Črna luna je manjša luna, je uporniška Lilit, to je tista energija, ki se je uprla Bogu, da ne bo Lilit se je uprla Bogu, da ne bo spala pod Adamom, ampak da želi biti na vrhu. In Bog je uklonil se in naredil še eno žensko Evo, ker se ni želel prerekati s črno luno. In črna luna v naših kartah je lahko v začetku življenja sigurno vaša korist, kje ste se upirali na način, da ste preživeli, da je vaša avtohtonost, vaša notranja svetloba preživela, tam se je črna luna bila aktivna. Z leti pa potem zgubi, mora se na novo nekako najti in z leti morate vsi priznati, da se kje upirate za brezveze, da nekje trošite energijo za upor, ker nima več smisla. Tako da črna luna je uporniška Lilit, ki jo je dobro kdaj pa kdaj na novo pogledati, na novo osvežiti, da gre upor v smiselno smer, da koristi vam in ne da je proti vam. Kako veste, da je črna luna proti vam? Ste samski, pa si to ne želite biti, ste brez denarja, pa si to ne želite biti, prepirate se s prijatelji, pa se to ne želite, prepirate se doma, pa si to ne želite, prepirate se še z ljubimci, pa si to ne želite, prepirate se v službi, pa si to ne želite. Evo črno luno. Povsod je lahko. Neptun, energija Neptuna je vaša duhovnost, kaj vas sprošča, kaj vas navdihuje. Neptun je v velikih primerih odgovoren za prekomeren zlorabo bilo kakšnih substanc, za alkoholizem, za odvisnost od drog, za odvisnost od odnosov, od hrane, od mode, od šopingiranja, od vsega. Neptun je odvisnež oziroma kaže na zelo subtilno, nežno dušo in na nekoga, ki je lahko zelo inteligenten, ampak zelo senzibilen in potem se pod različnimi okoliščinami znajde v drugi sferi, kjer Neptun išče tolažbo za karkoli, v bistvu za pomanjkanje stika z dušo. In vaša duhovnost je v Neptunu so polja miru in ko enkrat samo, se pravi enkrat vaš Neptun doživi polja miru, to jih lahko doživite v Dalmaciji, ali pa če imate kje blizu Borovce, pa veter piha, sonce sije in veter v Borovcih aktivira polja miru in ptice pridejo in slišite ptice in vaš Neptun se odpre za zdravljenje in začnete skozi globino vašega Neptuna sprejemati podporo duše. Takrat, ko enkrat Neptun to začuti, takrat se vi lahko ozdravite bilo kakšne odvisnosti, kajti Neptun si potem želi to stika s polji miru, stika z dušo, stika z zlato dobo. In to je z Neptunom najhitreje dosežemo v energijah, z meditacijo in tudi skozi astro postavitve, kjer imamo redno poleg postavitev, imamo meditacije, zdravilne vaje, osvobajanje duš in vsega, kar je potrebno, kar z našimi energijami prinesete oziroma kaj prinesete s sabo, vse to razrešujemo. Meni so to unikatne delavnice, meni je to pomembno, nimam rutinskih dejavnosti, kajti rutina me ubija, rutina se mi zdi
tudi prazna, ne moreš ponoviti prejšnjega dne. Ne moreš. Vsakič je nekaj drugače in to je nekaj, kar mi je najlepše pri mojem delu. In vsi vi, ki pridete, vsakič prinesete nove energije, nove izzive, nova darila svetlobnega sveta, kajti zares se jaz ne bojim vaših težav in problemov, namreč vsak problem, ne glede kako velik ali pa skrit je, včasih tisti, ki nimate problemov, imate več težav, imate bolj skrite probleme, ampak vedno vsaka težava nosi darilo svetlobe, darilo duše, tako da ne bojim se tega, kvečjemu kontra, veselim se, koliko svetlobe prinesete, toliko lahko darilo odpremo in to je moja specialiteta. To je moja radost, to je v bistvu moje poslanstvo, videti to svetlobo, ki jo vaše težave imajo zadaj skrite povezave, pa jih potem jaz pripeljem svetlobo bližje vam, da lažje spustite navezanost na težavo in sprejmete darilo, ki ga ima duša za vas. Tako da jaz sem v bistvu posrednik, bi človek rekel. Uran je najboljša energija za hitre spremembe, za hitre preboje, za genialne ideje, za humor. Uran je prijatelj v bistvu Merkurja in Saturna, nadgradnja uma. Genialni ljudje, odštekani ljudje, Josip Lisac, David Bowie so imeli dobrega urana, tudi Nikola Tesla, to so ali pa čarovnik Merlin. Wizard je v računalništvu čarovnik, to je Uran. Uran je vladar računalništva in teh genialnih idej, kako nekaj spremeniti, kako narediti drugače. In Uran v energijah je zanimiv, dober, kako sprejemate vi spremembe, kaže vam, kje ste čudni, kje ste nestabilni, kje si zares želite svobode in kaj vam daje občutek svobode. Uran je totalna svoboda, totalna odštekanost, svetloba. Uran je v nevihti strela, tako iz lepega lahko pride. To je Uran, ki prinaša resnično globoko transformacijo, globoko na način, da odpre naš da lahko energije globlje stečejo. Točka sreče je tale znak. Točka sreče je v bistvu točka sreče. Je čista podpora duše, kje na zemlji, kje v materialnih dobrinah želi duša, da ste vi uspešni. Oziroma, ne toliko vi uspešni, kje ste vi magnetni privlak za nekaj. Tako da točka sreče je stik z zemljo, kje vam je namenjeno, da se prizemljite, kje vam je namenjeno, da vas duša direktno podpre. Ta točka sreče je v bistvu večinoma jo ljudje sploh ne poznajo v sebi. Recimo, če se bojite za denar in imate točko sreče v drugi hiši, tam vas v bistvu obdaruje, ampak obdaruje vas, ko nehate biti škrti, ko nehate biti ljubosumni na finance drugega. Tam. Točka sreče ima eno tako varnostno zaponko, bi jaz temu rekla, varnostni ali pa ključ, kako jo aktivirati. Tam, kjer imate točko sreče, jo aktivirate na način, da ste darežljivi do drugih. Tam, kjer imate točko sreče, morate biti srečni, da so drugi tam uspešni. Če vam to gre, potem je vaša točka sreče odprta, darovi sami tečejo. Če vas daje ljubosumje, zavist na tistem področju, običajno je to test, dušni test, potem imate tam čaka točka sreče, obilje čaka, da ga sprejmete na način, da ste veseli za druge, da imajo. Ali pa zdravje, če ste jezni, da drugi živijo, jejo, kar hočejo, pijejo, vse živo počnejo in niso bolni, in vas to jezi, kako drugi to ne počnejo kot vi, potem je velika verjetnost, da imate točko sreče v 6, tako se gleda. Točka sreče v bistvu, ko jo postavljamo zraven določenega planeta, kajti ima velike darove za vas in
ko jo sprejmete, takrat ste že zelo povezani s svojo dušo. Takole sta, eden je zgoraj, eden je spodaj, severni vozu je na tale način, to je severni lunin vozu, to je energija, ki jo, zato sem želela tole posneti, da vsaj približno veste, o čem se potem dogaja, o čemer se pogovarjamo. Severni vozu je nekako vidik čelade, severni vozu, meni, to sem si tako zapomnila, da ima kot čelado, kot duša ne ve, vi ne veste, kam ste usmerjeni, samo duša vas usmerja v severni vozu. In to je področje, ki ga vi še ne poznate. To je sveže področje za vas kot dušo na zemlji, zato je severni vozu čelada, ne veste, kaj bo, pa rabite čelado za vsak slučaj. To je severni vozu, no potem je pa ista varianta, samo južno obrnjenega, se pravi, to je pa posoda, južni vozu je posoda, s katero ste vi že prišli. Se pravi, severni in južni vozu imata torej za vas karmično os, severni, kam ste usmerjeni, južni, kaj nosite, in če je južni pretežek, tega potegne zraven, in če se hočete odmakniti od svoje karme, od svoje v bistvu bremen, ne morete. Se pravi, je kot ena tehnica, južni, severni, ko ste ravno prav pomerjeni s svojo preteklostjo in ravno prav usmerjeni v svojo prihodnost, ste na sredini v sedanjosti. In sedanjost lahko dobro speljete, ko si priznate, koliko vsega je že bilo in kam si želite, in ko to nekako v sebi umirite, potem ste v sedanjosti, v najmočnejšem trenutku manifestacije. Takrat manifestirate, karkoli si želite, z katerega koli področja si želite. Poleg tega karmične osi, ta karmično os postavljamo enkrat, ampak skozi celotne postavitve pridejo, veste, vsi planeti pridejo večkrat na vrsto, vsaj enkrat, ko so na vrsti, enkrat, ko so povezani, enkrat, ko so v hiši, vsaj ne 3-krat, 4-krat sigurno skozi celo leto, in pa še, če so v karmičnih povezavah, če so v plus, če so zraven, v glavnem večkrat pregnetemo vaše energije, jih na novo postavljamo, tako da vi na svoje te kvalitete pogledate iz različnih vidikov. Vsaka karta, veste, mi se nekako, včasih si delamo norce drug z drugega, ta je nestrpen, je škorpion, zamrljiv, in ta dvojčki hitri, spremenljivi, tako mi recimo komentiramo v astrošalah ali pa drugega, nekako sodimo skozi horoskopska znamenja, v bistvu imamo pa vsi v svoji astrološki karti vsa znamenja. In zdaj bomo šli recimo, če poznate svojo karto in veste, nekje je tale to je znak za ovna. Ovn je vladar prve hiše, občutka sebe, občutka moči, občutka fizičnega telesa, svojega ega, in to je ovnova hiša, ne glede, kje jo imate. Hiše so v bistvu od 1 do 12, to so razporeditev v natalni karti, točka, na kateri se rodimo, je točka ascendenta, zato je pomembno, kakšno imate uro rojstva. Če ne veste, katera ura rojstva, kdaj ste rojeni, pa to ne piše v vašem rojstnem listu, pomeni, da je bil en kaos v bolnici ali pa da ste se rodili doma, pa se potem mati narobe zapomnila ali kaj podobnega, to je vse možno. Ampak kaj storiti takrat? Če ne veste ure rojstva, vprašajte svojo mamo, če je še sreča, da jo imate živo. Če ni te možnosti ali se mati ne spomne, kako točno je bilo, poiščete rojstni list ali pridobite na upravni enoti svojo kopijo rojstnega lista. Če v vašem rojstnem listu ne piše, to pomeni, da pa bi se vseeno želeli skozi astro postavitve imeti točno karto, pomeni, da bomo malo iskali, katera je vaša najbolj kvaliteta, ki se povezuje z vami, namreč od ure rojstva je odvisna točka rojstva, vaš ascendent, kdo ste vi. Ascendent jasno definira, kako ste se rodili in tisto točko življenja, in z vašo pomočjo
iščem ure, recimo najprej se malo pogovarjamo, da vidim, katere kvalitete imate najbolj v ospredju, kdo ste vi, v ascendentu se to namreč jasno vidi. In potem jaz določim določene ure, kdaj je ascendent bil v takšni kvaliteti in potem najdemo tisto karto, ki optimalno opisuje vas, ne da si izmislimo, katera bi vam bila bolj všeč, ampak tisto, kar zares vi čutite, aha, tole najbolj jaz. To je potem tista ura, na podlagi katerega delujemo, ampak če se spomnite, kaj sem na začetku bolj rekla, da itak so vsi planeti, ki jih postavljamo, in na koncu smisel ravno ta, da niso vezani na določeno točko, ampak da jih mi znotraj sebe tako ponotranjimo in povežemo z energijo duše, da je potem čisto vseeno, kje je vaša luna, kje je vaše sonce, kje je vaš ascendent, da vi dovolite, da vse to ste, kar je v vas zapisano v smislu planetov, povezav, da vse to manifestirate navzven s podporo duše. Tako da v končni fazi potem ura ni več tako pomembna, na začetku pa je fajn zato, da se vi lažje poistovetite s tem in da lažje potem odkrivamo bremena, ki so v vas, da jih osvobajamo in globlje potujete vase. Torej, ascendent je tista točka, kdo ste vi, kdo ste fizično, manifestacijsko navzven, in pa točka, in prva hiša je hiša ovna. Oven je najbolj, recimo, materialen znak, najbolj pokaže lahko, kdo je. Če to vi niste, kljub temu, da ste oven, pomeni, da imate veliko planetov v neognju, se pravi lahko v zemlji, vodi ali kakorkoli. Oven je element ognja, začetek pomladi, energija, ki se vdihne, prvih 4, se pravi oven, bik, dvojček in rak so vsi vdihovalni, se pravi vdih energije. In vdih ognja, to je oven, vdih strasti. Druga je hiša vezana na bika, materialne dobrine. Biku je pomembno, da ima materialno varnost, da ima kje spati, dobro jesti. Biku je to zelo pomembno. In varnost materialne dobrine se veže na energijo bika, se pravi, katerakoli hiša v vaši astrološki karti je bikova hiša, od tam črpate kvaliteto oziroma od tam se steka podpora za vaše materialne dobrine. Postajajo astro postavitve zanimive, a ne? Kajti mi potem to vse prepletemo, energijsko postavimo, zdravimo, da se bikova hiša temu primerno napolni, da imate ne samo dovolj materialnih dobrin, ampak da ste zadovoljni, s tem, kar je vam pomembno v energijah bika. Bik je začetek je v maju in bik je vdih zemlje. Bik, takrat smo vsi najbolj srečni z energijo zemlje, takrat začnemo spet hoditi na sprehode. Bikova prvomajski prazniki so prazniki v biku, se najbolj recimo veselimo sonca, zunanjih stikov z naravo in tako. In tudi takrat, ko pride recimo luna v bika, takrat vsi z veseljem kuhate in tudi raje dobro jeste. Če imate luno v biku v svoji natalni karti, se to ve, da vam je hrana, kvalitetna hrana pomembna. To ne pomeni, da veliko jeste, ampak to pomeni, da radi dobro jeste. Kar je velika razlika. Torej, tretja, dvojček, zračno znamenje, prvo znamenje zraka, tako kot je bik prvo znamenje zemlje, je dvojček prvo znamenje zraka. Dvojček je tisti, ki zajame zrak, dvojčkova sezona se začne v sredini konec maja, začetek junija. Tretja hiša je hiša dvojčkov, to je lokalna skupnost, komuniciranje, način razmišljanja, osnovno izobraževanje, manjši izleti. Tako da zrak in dvojček je v bistvu tisto, na hitro nekaj poveš in greš. Ko je luna v dvojčkih, takrat je pretirana komunikacija, takrat se vsi vse lahko zmenimo, ko je Merkur v dvojčkih, se še posebej lahko zmenimo. Se pravi, Merkur je, tako kot je Mars, je bil vladar ovna, Venera je vladarica bika, Merkur je vladar
dvojčka. In to potem pač je povezano, gledamo tudi, če imate recimo prazne hiše v svoji astrološki karti. O tem webinar za astrologijo bo posebej posnet, to je zdaj samo eno tako uvodno predavanje ali pa predstavitev, astropostavitev, da lažje razumete, da smo vsi vsi smo nekje povezani. In tam, kjer imate dvojčkovo hišo, tam se lažje izražate, tam lažje razmišljate in tam tudi hitreje pridete do kakšnih komunikacijskih stikov. Rakova hiša, to je element raka. Rak je vladar doma in četrta hiša je rakova hiša, Luna je vladarica. Luna pomeni, mati je bila vladarica doma, oče posla. In rak je v bistvu dom, družina, temelji, zato tudi rak je zelo definira njihov dom, njihove mati, na rake najbolj vpliva. In tako v bistvu rak, kjerokoli hišo imate v znamenju raka, tam je pomembno, da ste domači oziroma tam se sprostite, tam ste bolj domači kot recimo kje drugje. In pa tam ima Luna za vas pomembno vlogo in pa tudi tam na tistem področju, recimo če lahko to v karieri ali pa v zdravju, je imel vaš dom večji vpliv na to področje. To je meni najbolj zanimivo raziskovanje in tako se potem poveže recimo, zakaj vam partnerski odnos mogoče škriplje, ker je vaša 7. hiša v raku in kar kaže na to, kako je bilo stanje doma in če oče ni spoštoval mame in potem vi kot ženska ne dobite spoštovanje strani moškega. V glavnem, to so takšni balansi, so v vaši karti specifični, vsak človek ima svojo unikatno karto, tudi dvojčki, ki se rodijo par minut razmika, tistih par minut lahko Luno potisne ali pa malo zamakne stvari in je čista druga osebnost. Tako da to je meni fascinantno, kako smo unikatni in raziskovanje vas skozi astropostavitve je v bistvu darilo, ki ga jaz doživljam sebi kot darilo in vam lahko potem vrnem to darilo z načinom dobrega življenja. To so svetlobni momenti, globoki uvidi, transformacije, globinsko zdravljenje. Se spomnim mene gospe, ki je prišla samo na eno postavitev za partnerja, je bila globoka postavitev, sproščena in naslednji mesec je spoznala nekoga in seveda se ni več vrnila k nam, kar je meni čisto v redu, če dobite, po kar pridete, to je to. Če si pa želite trajnostnega spreminjanja oziroma trajnostne rasti v dobro, je pa potem celoletni paket za vas. Zavisi pa tudi od tega, kako ste pripravljeni, koliko ste obremenjeni s preteklostjo, koliko ste pripravljeni iti naprej in kako ste kot duša odprti kot osebnost odprti za dušo in za skupno sodelovanje. Tako da to se zdi meni tako res magic, čisti magic. Levja hiša, levi so vladarji 5. hiše, kjer je kreativnost, romantika, ljubimci, tudi otroci, sreča, lotozadetki. Vse, kar je v 5. hiši, je v bistvu notranja sreča, ni tako vidna navzven, ampak levja hiša tam je vladarje sonce, tako da levi so vezani predvsem na kako, če se lev ne počuti dobro, potem je treba iskati razloge v stiku z očetom, ne glede ali je moški, ženska, lev ali levinja. In levjo znamenje je drugo ognjeno znamenje, kar pomeni, da če oven vdihne, ognjeno znamenje, ga potem lev zadrži. Zato je poletje obdobje časa, ko je sonce v levu, tisti najboljši letni čas, ko se zdi, da bo kar večen. Ogenj je, vroče je, vsi so zunaj, nekako pri nas seveda. In tako obdobje sreče, praznovanja, energije navzven. Lev drži ogenj, drži ga, da ga lahko uporabljamo. In potem pride naslednja faza, drugo znamenje zemlje, devica. Vladar device je ravno tako Merkur kot pri dvojčkih. Devica Merkur v zraku je klepetav, hitro se obrne in gre. Merkur v zemlji je bolj skrben, bolj zaskrbljen,
kakor tudi device lahko so, in ko device nehajo biti zaskrbljene, še vedno bodo natančne, skrbne, obzirne in vse to. Merkur v drugi hiši oziroma v devičini hiši namreč ima v devičinem znamenju ima interes, da je vse jasno, natančno, ima v bistvu devica zelo skrbno naravo. Kar se morajo device otresti je zaskrbljenosti, ampak ne na način, da skrbi odmaknejo, ampak da jih lepo uredijo. Karkoli vas skrbi, uredite. Zato je devica vladarica 6. hiše, kjer je vsakdanja rutina, služba vsakdanja in skrb za zdravje in tudi domače živali so v 6. hiši, kjer je potrebna vsakodnevna skrb. Karkoli je vezano na vašo rutino, vsakdanjost, je zraven element device, in tam, kjer je devičina hiša, ste vi nekako obligirani, obvezani do sebe, da tam nekaj vsakdanje delate. Recimo, meni je devičina hiša je moja 12. hiša, v stiku z dušo, in to je meni vsakodnevna navada. Zato verjamem, da bi si mrzdo želel kako drugo vsakodnevno navado, ampak tam, kjer imate devičino hišo, tam je nekaj, kar je za vas pomembno, da vsakodnevno počnete. In pa 6. hiša, kar je v 6. hiši, seveda kaže na vaše zdravje, na vaš odnos do zdravja, do službe, in tam so tudi rešitve za vsa bolezenska stanja. Tako da v astropostavitvah, veste, mi se ne izogibamo nobenim težavam, hkrati pa vsa problematiko rešujemo na način iz perspektive duše zlate dobe s talenti vašimi, kaj je potrebno spoznati, da se tisti problem, ki ima zadaj darilo, sprosti se takrat, ko vi začnete sprejemati darilo. Tehtnica je vladarica 7. hiše, oziroma njena vladarica je Venera. Odnosi so tehtničina domena, zato je tehtnica edino neživ znak, se pravi, vsi drugi so živi, oven, ribe, živa znamenja, tehtnica je neživa, je tehta in je tudi najboljši diplomat. Vaša tehtničina hiša je tam, kjer ste vi najbolj diplomatsko ali naravnani, ali bi mogli biti diplomatsko naravnani, kajti tehtnica je zares dobra v tem, da pove stvari na način, ki nikogar ne prizadanejo, in pa zato je 7. hiša, zato je tehtnica vladarica odnosov, kajti v odnosih nam je interes, da se vsi razumemo, oziroma da ne delamo ekscesov na način, da druge prizadanemo. Stvari se lahko povejo na tak in drugačen način, in tehtničina hiša in planeti v tehtnici so lahko malo nihajo, kajti tehtnice imamo to, da se ne rade odločamo o stvareh, kajti ne da bi se bale posledic, ampak zares ne vemo, kaj je bolj pomembno, in potem damo možnosti. Odnosi Venera in 7. hiša, tako je potem vidno, kje imate vi to nalogo. Škorpijon je znamenje globine, je v bistvu, tako kot tehtnica zadržuje dih, zrak, škorpijon zadržuje vodo, čustva, in gre v globine zaradi tega. Škorpijon je čustveno, emocionalno najgloblje bitje, ima moč psihične transformacije samega sebe, ko se v to poglobi. Zato škorpijoni redko sprejmete ponujeno roko, sprejmete nasvet, energijo in potem hočete to sami narediti, kajti nekako vam te globine ne spustite vsakogar. Kar jaz čisto razumem, vse je v redu, vaša hiša, vladari ste 8. hiše, kjer je dobesedno transformacija, smrt, seks, sprostitev, ezoterika. Vse to ima skupnega sprostitev. In za škorpijone je sprostitev bilo čem že največji dar, ko to lahko naredite, kajti ko se lahko škorpijon sprosti, bo živel srečno dolgo časa.
8. hiša pa kaže na to, kako vi se sproščate, kako se vi znate regenerirati, kako tudi se znate sprostiti v seksu, v meditaciji, v masaži, v bilo čem, kajti na koncu, ko pride smrt, je vse, kar moramo znati, se dobro sprostiti, da skozi energije teles lahko odidemo sproščeno, brez trpljenja. In tako kot običajno živimo, potem tako umremo, zato je dobro življenje, kvalitetno življenje smiselno. Vladar škorpijona je Pluton. Strelec je vladar, tretji vladar ognja, se pravi tretje znamenje ognjeno. Če je oven vdih, lev zadrži ogenj, strelec ga spusti, odide. Strelčeva narava je ta, da ko so problemi, mora iti drugam. Strelčeva narava je potovanja, filozofija, sprostitev, dobra volja, vladar strelca je Jupiter, ni problema, vse gre skozi. In tista hiša, ki je strelčeva hiša, je za vas hiša sreče, sprostitve in tisto hišo je treba nekako pogledati tudi skozi filozofijo, da osvobodite, če so bremena, da začutite svojo filozofijo življenja, da prepoznate svojo strelčevo naravo, kjerkoli, v čemerkoli je že. Tu se gleda tudi, kje je Jupiter, na kakšen način povezan, tako da strelec prinaša torej ogenj, ki odhaja, sprošča, osvobaja. Je to čas malo pred kozorogom, se pravi tam do 21. decembra, od tam nekje 21. novembra. Potem je kozorog. Kozorog je najbolj stabilno bitje, vsaj za navzven, kajti vladar Saturn, ki ima v bistvu zaprta čustva, to ne pomeni, da jih ni, ampak so notranje skrita, kajti kozorog je tudi vladar podobe navzven, vladar kariere in tudi vladar sledenja vaši usodi, na kakšen način sledite usodi je zapisano v vaši, torej 10. hiši, in pa kje je kozorogova hiša, tam se vi v bistvu dolgoročno imate uspehe, kratkoročno mogoče ne veste točno, kako se lotiti in čutite bolj težave ali pa obremenjenost, ampak ta zadnji v bistvu zemeljski znak sprosti, tako kot na zimski solstici 21. decembra se energije sprostijo v globino zemlje, takrat se začne zemlja prebujati, dnevi daljšati, tako da iz vidika, recimo, meni je zanimivo, da mi je kozorog, ko se začnejo dnevi daljšati, od 21. decembra postajam bolj optimistična, kot poleti, ko se z rakom prevesijo, začnejo dnevi skrajševati, takrat me navtožnost zagrabi. Lahko, da je to vezano čisto na mojo postavitev, kajti imam pač malo drugače, ampak zanimivo je tudi, vi opazujte, kdaj vam začne energija rast, kajti jaz imam kozoroga na dnu, čisto na dnu karte, in takrat, ko se vse sprosti, z 21. se v bistvu potem jaz čutim dvig energije v sebi in začnem biti vse bolj kreativna. Tako da kozorogova energija je torej Saturn, izdih zemlje, sprostitev od 21. decembra dalje, do takrat, da pride potem vladavina vodnarja. Vodnar je bil včasih vladar Saturn, zdaj potem je Uran. Ko je bil odkrit Uran, je energija nemira, ekstravagantnosti in za vodnarja odlična pokazatelj. Uran je, oziroma vodnar je najbolj altruistično znamenje, vse karkoli imate v vodnarju, kaže na tendenco pomoči drugim, je človeštvo, prijateljstvo, druženje, tehnologija, altruizem, res tisto pomoč drugemu, ne za ceno, ne za menjavo, ampak izključno iz želje po pomoči, da je vsem dobro. In vodnari je njihova osebna naloga iti iz osebnega življenja v neosebno, v bistvu altruistično življenje. Tako da vodnari imajo v zdajšnjem času podporo Plutona, Pluton je prišel vodnarja, tako gledamo človeštvo bo od zdaj, prav od letos 2024,
pa do leta 44 bo Pluton v Vodnarju, kar pomeni, da se celo človeštvo obrača v eno novo sezono civilizacije, sezono altruizma, tehnologije, druženja, prijateljstva in predvsem človeškega odnosa drug do drugega. Čas je za to. In tisto hišo, ki jo imate torej v Vodnarju, vam pomaga pri druženju in tudi v iskanju pomoči za druge oziroma v iskanju svojih talentov, ki jih imate za druge. In zadnja, Ribja hiša je 12. hiša, kjer je podzavest, psihične sposobnosti, Kristusova zavest. Vse, kar imate vezano, Neptun je vladar, Jupiter je bil včasih, vse, kar imate vezano na Ribjo hišo, je vezano na stik z dušo, vezano na talente, ki jih imate kot duša, vezano na sodelovanje, vezano na v bistvu telepatsko komuniciranje, telepatsko čutenje oziroma povezovanje. Iz vidika rib oziroma tega sodelovanja je vse, kar je v 12. hiši, je drugim skrito. Skrito je, dokler nismo ljudje prisotni v energiji duše. Bolj kot bo vsak posameznik prisoten v energiji 12. hiše, v stiku s svojo dušo, bolj nam bojo odprti skupni talenti, jasno vidnost, jasno čutnost, jasno zavedanje, telepatsko komuniciranje in čutenje drug drugega v isti vibraciji bo zelo pomembno. Kajti ne glede na to, a veste, da smo vsi na prehodu v zlato dobo, eni bojo to prišli prej, drugi kasneje, vsekakor pa se vseeno tudi v zlati dobi bomo razlikovali ne potem, da bi drug drugega sovražili ali pa kar podobno, ampak različne talente bomo imeli in bo bolj jasno kot iz vidika duše, kaj je kdo poklican. Eni smo poklicani, da govorimo resnico, raziskujemo tista področja, katera drugi ne gredo, ker so pač za druge. Nekdo mu je pomembno poslovni vidik, drugemu družinski vidik, tretjemu, da se vsi razumejo v smislu srčnosti, zadovoljstva in tako smo razporejeni po svetu, da vsak svojo vlogo opravlja, tako kot je potrebno. No in takšen je recimo pogled v vaše energije skozi astropostavitve. Mi pogledamo tudi, kje ste recimo vi kardinalno znamenje. Kardinalno znamenje pomeni, da aktivira, začenja, štarta, vlada, to je Ovn, vsi, ki začenjajo letne čase, Ovn, Rak, Tehtnica in Kozorog, to so kardinalna znamenja, to smo tisti, ki štartamo stvari, da potem se nekaj ustvarja, medtem ko druga fiksna znamenja so biki, ta drugi, biki, levi, biki, levi, škorpijoni in pa vodnari ste fiksna znamenja, ki sprejmete idejo od štarterjev, jo želite fiksirati, urediti, nadgraditi, stabilizirati in ste zelo potrebni v vsaki družbi, da to potem aktivno vlogo prevzamete. Potem tretje znamenja, ki sledijo, pač so spremenljiva zaradi svoje energijske narave, prilagodljivi, dinamični, sodelujete, povezujete v bistvu kardinalno in fiksno znamenje, spremenljivi pa ste dvojčki, device, strelci in pa ribe. V vsakem elementu zadnji element, se pravi dvojček, devica, strelec in pa ribi ste spremenljivi. Vi ste tisti, ki potem povezujete družbo, da se dogaja, da se komunicira, da naredite boljše, se pravi. Kardinalni tisti, ki aktivirate, začenjate, vladate, ste Ovni, Raki, Tehtnice, Kozorogi, fiksni, ki utrjujete, stabilizirate, vztrajate, ste biki, levi, škorpijoni, vodnari. Spremenljivi, sodelujoči ste tisti, ki povežete dve enote in ste dvojčki, device, strelci in pa ribe. Družba pisana smo, ampak nekje ste vi kardinalni, se pravi štartate, nekje ste fiksni v nekaterih področjih, nekje ste doma, nekje v družbi, različno je, vezano na vašo karto.
Tako da na ta način veliko spoznate o sebi, se naučite tudi gledati svoje domače, predvsem, kar je pomembno v astropostavitvah, pa da vse postavite na novo. Vse postavite na svetlobni portal zlate dobe v ogled duši, da duša jasno lahko pogleda na vse vaše kvalitete. Evo, to so astropostavitve, ki jih delam iz vsem srcem, so dušo, tudi zato, ker mi to moja karta dovoljuje, zato imam tako, bi rekla, unikatno, prsmuknjeno, nenavadno ali pa malo bolj težavno karto, da sem jo naredila v tej smeri, da lahko sedaj to uživamo, darove, ki jih ima svetloba za nas. Hvala vam za pozornost, upam, da ste se kaj lepega tudi naučili, da ste kaj prijetnega izvedeli o sebi, vsekakor pa, da ste sprejeli svetlobno podporo, ki sem vam jo dala skozi tale videoposnetek. Hvala vam za pozornost in namaste, pomeni pozdrav duši.